Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Je od našega rojstnega dneva res odvisno, kakšni smo? Načeloma v zvezo med datumom rojstva in osebnostjo posameznika verjamejo le tisti, ki verjamejo astrologiji in raznim neznanstvenim duhovnim gibanjem. Toda, kot je bilo moč slišati na nedavnem Evropskem kolegiju Nevropsihofarmakološkega kongresa v Berlinu, tudi znanstvene raziskave v zadnjem času potrjujejo zvezo med datumom rojstva in nekaterimi osebnostnimi značilnostmi posameznika. Gre za raziskavo, ki so jo opravili raziskovalci iz Univerze Semmelweis v Budimpešti. Vanje so zajeli 366 študentov in ugotovitve o njihovih osebnostnih značilnostih primerjali z njihovim datumom rojstva. Ta povezava je razkrila, da tisti posamezniki, ki so se rodili poleti, v odraslih letih pogosteje od ostalih ljudi hitro spreminjajo razpoloženje. Nasprotno pa posamezniki, ki so se rodili pozimi, redkeje razvijajo razdražljivi značaj. Tisti, ki ugledajo svet spomladi, so pogosteje obdarjeni z zelo pozitivno naravnanim temperamentom. Ljudje, ki se rodijo jeseni, pa imajo manj verjetnosti, da bodo depresivni. Kako je take povezave mogoče znanstveno pojasniti? Vodja omenjene raziskave Ksenija Gonda pojasnjuje, da rezultati biokemijskih raziskav kažejo, da letni čas, v katerem je nekdo rojen, vpliva na njegove določene monoaminske nevrotransmiterje, kot sta na primer dopamin in serotonin. In ta vpliv je zaznati tudi v posameznikovih odraslih letih. Zato verjame, da naš datum rojstva dolgotrajno vpliva na nas. Poglejmo pobliže, zakaj gre pri nevrotransmiterjih. Ti imajo pomembno vlogo v upravljanju kognitivnih procesov, na primer v emocijah, ki prispevajo k razpoloženju. Zato raziskovalci menijo, da ti nevrotransmiterji utegnejo tudi vplivati na razvoj določenih vrst značajev. Da bi lahko to z gotovostjo trdili, pa bi bilo potrebno raziskovati še naprej. Omenjeni raziskavi so le pregledali stanje, niso pa udeležence v raziskavi spremljali še naprej, da bi lahko natančneje določili, v kolikšni meri obstaja povezava med značajem posameznika in njegovim datumom rojstva. Tako še ne poznamo mehanizmov, ki so vpleteni v povezavo med datumom rojstva in značajem, čeprav določeni dejavniki v okolju, kot so razpoložljivost hrane, raven materine telesne aktivnosti, temperatura in patogeni v okolju tudi lahko vplivajo na razvoj značaja. Vsi pa znanstveniki zdaj prizadevajo ugotoviti, kateri genetski markerji so povezani z datumom rojstva in motnjami v razpoloženju. Med dejavniki, ki utegnejo vplivati na razvoj značaja posameznika, je treba upoštevati faktorje v okolju, vse od trenutka, ko je prišlo do spočetja in celo kratko obdobje po samem rojstvu, je prepričana Ksenija Gonda. To obdobje je namreč bistvenega pomena za razvoj osrednjega živčnega sistema posameznika. Kako bi torej lahko znanstveno opredelili povezavo med rojstnim dnem in značajem posameznika ali posameznice? Dosedanji znanstveni izsledki ponujajo naslednje. Tisti, ki so rojeni poleti, imajo pogosteje temperament, ki ga opredeljujejo hitre menjave razpoloženja, od žalosti do veselja. Spomladi in poleti rojeni so pogosteje od ostalih izrazito pozitivno naravnani. Zimski otroci imajo manj verjetnosti od tistih rojenih v drugih letnih časih, da bodo razdražljivega značaja. Med jeseni rojenimi pa je bistveno manjša nagnjenost k depresiji kot pri tistih rojenih po zimi. Tako kažejo podatki raziskave na Madžarskem, kjer so na opravljene rezultate verjetno vplivale tudi klimatske značilnosti okolja. Zanj so značilna topla, suha poletja in mrzle zime, torej podobno kot pri nas. Tega pa ni v območjih sveta blizu ekvatorja, na primer, in zato tam ti dejavniki nimajo tolikšnega vpliva na značaj posameznika. Omenjene rezultate torej še ne moremo posploševati za vse ljudi, opozarjajo raziskovalci.